Sara Medja je mlada plesalka orientalskih plesov, ki je pri 24 letih zbolela za kronično vnetno črevesno boleznijo, ki je ena najbolj agresivnih avtoimunih bolezni današnjega časa. Pojavi se lahko pri ljudeh vseh starosti. Kljub temu ni dopustila, da bi bolezen vzela to, kar najraje počne, pleše namreč še naprej. Je tudi diplomirana dietetičarka, ki se je prav zaradi pojava bolezni odločila še za nadaljevanje študija na magisteriju. Njeno poslanstvo je pomoč osebam, ki so postavljene pred enako diagnozo, kot je bila postavljena sama. Sara, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Diagnozo kronične črevesne bolezni ste dobili pred 3 leti. Kako je bilo, ko ste prvič izvedeli zanjo? Kako ste se takrat počutili? Občutki so bili težki. Sprva sem seveda upala nekako, da v bistvu bo z nekaj obiski ali pa s krajšo hospitalizacijo stanje uspešno urejeno. Žal ni bilo tako, ker niso prejela nobena zdravila, niti kortikosteroidi, niti biološka zdravila. Dobesedno sem pač odvajala samo kri več kot 30krat na dan. In takrat sem v bistvu želela samo to si, da bi vse te bolečine nekako minile, da mine ta slabost, utrujenost, da v bistvu so mi predvsem prizanešeni obiski stranišč, ki so bili mučni in pa boleči. In najbolj se spomnim dejansko trenutka, ko je prišel kirurg do mene in mi pač narisal neko skico prebavne poti, označil moje debelo črevo in rekel, tole gre ven, naredil en X zraven popka in rekel pač, da tukaj pride zdaj vrečka. Zdaj sama izhajam iz zdravstva. Videla sem ljudi s tomo že prej, oskrbovala sem jih, ampak pač v tistem momentu, ker si v takem šoku, je meni možgan enostavno, zmrznil, lahko rečem, in dobesedno v bistvu nisem vedela, ne kaj je vrečka, ne kaj to sabo prinese, ne kaj v bistvu to sploh pomeni in kakšno življenje me potem čaka. Zdaj mnogi rečejo, da pač sem ostala nekako nasmejana, ne opazijo teh posledic bolezni, in v bistvu se tudi rada pol malo pošalim na svoj račun, pač na svoje bolezni, ker sigurno na slab dan me ne boste videli, bom pač nekje skrita pod deko ali pa na stranišču. Mislim pa, da me rešuje pač glih to, ker odprto govorim o tem in o tej bolezni in izkušnji in vse, kar pride zraven. Kaj najbolj vpliva na, recimo, poslabšanje bolezni oziroma na te vrhove in padce? Definitivno bi rekla stres, koliko si ženeš določene stvari k srcu, potem kako si organiziraš mogoče čas. Zdaj jaz moram biti pač tudi pozorna malo na druge stvari, da imam recimo, dodatne pripomočke sabo, tako za stomo kot tudi pač dodatne cunje, ker nikoli ne veš, kdaj te čaka nesreča. In pa definitivno v bistvu neke bolečine, ker ne veš nikoli dejansko, v kakšen dan se boš zbudil. Lahko si super, lahko pa pač boš mogel vse stvari, ki te čakajo v tistem dnevu in si jih zamislil, dejansko mogel prestaviti. Kako ste zajezili vplive bolezni oziroma kako pač poskušate zajeziti od dneva do dneva? V bistvu zajezila jih glih nisem, če tako rečem, ker je pač gre v bistvu za avtoimuno bolezen in je kronična imuna bolezen, kar pomeni, da je s tabo pač dejansko celo življenje ta bolezen. Torej, kljub temu, da imam odstranjeno debelo črevo, je dejansko ta bolezen še vedno prisotna v meni. To pomeni, da se pač lahko kažejo simptomi tudi izven črevesja. Se pravi, lahko se pojavijo na koži kot neki turi, pioderma gangrena, lahko se potem kaže pri meni tudi zelo rado na sklepih, v smislu, da so otrdeli, boleči, težje se potem premikaš ali pa izvajaš neko fino motoriko. Definitivno pač kljub temu, da v bistvu imam ileostomo, imam še del danke in še vedno dejansko odvajam in teh mišic ne moreš nadzirati, tako kot recimo vi, ki imate celotno debelo črevo. Tako da so tukaj neka potrebna še lovljenja, v bistvu s hajanjem dneva, se pa seveda da. Včasih je, tako kot sem že omenila, dobro imeti pač plan, ne samo B, ampak tudi C in D, da se pač pripraviš na določene zadeve. Je pa definitivno stoma bila tista, ki mi je olajšala bolečine
in pa dala to neko svobodo, če tako rečem, ker ne rabim vsakih 15 minut iskati, kje je stranišče, ker pač je to veliko lažje, čeprav mogoče zveni grozno. In neživljenjsko. Tako je, ja. Kako pa je s prehrano? Zdaj, vi ste tudi dietetičarka, zato ste šli tudi na magisterij. Je nekako diagnoza tudi vplivala na to odločitev? V bistvu sem pač diplomirala sem že pred samo boleznijo, tako da dejansko tik pred diplomo sem zvedla za diagnozo. Tako da mi je potem profesor, moj mentor, profesor Žvanut, zelo pomagal in tudi stal ob strani, da sva pač to magistrsko nalogo izpeljala kljub vsem težavam, da mi je dal ta zagon, da sem v bistvu tudi kljub hospitalizaciji lahko izvedla to diplomo in tudi uspešno. In nekako potem, ko sem ležala v bolnici, sem razmišljala, da itak sem v stanju, ko delati trenutno še ne morem, ker je bilo telo prešibko. Hkrati sem rekla, da prav samo doma nisem glih navajena tudi ležati, ne, pač moram biti nekako v pogonu in določene stvari delati. In sem se pol nekako posledično odločila še za študij magisterija dietetike, v smislu, da probam, če mi uspe, kolikor pač uspe v času hospitalizacije narediti. Zdaj za prehrano ne bom tukaj pometovala v nekem smislu diete ali pa kaj naj oseba s KVČB je, zaradi tega, ker je v bistvu toliko individualno, nekomu lahko škoduje, ne vem, pomaranča, nekomu lahko škoduje bel kruh, nekomu sladkarija, in je prav, da se v bistvu res pogleda nek daljši način prehranjevanja, mogoče simptome, ki jih osebi povzročajo, ne vem, je to neko napenjanje, driska, neprijetni občutki v trebuhu, da se potem za nekaj časa proba izogniti tistemu živilu, hkrati pa mora biti toliko pozoren, da če neko živilo črta iz svoje prehrane, da potem ga tudi ustrezno nadomesti. To je zelo pomembno, sploh pri pač kronični vnetni črevesni bolezni. Je lahko absorpcija določenih živil slabša, še posebej recimo bolj izrazito pri Crohnovi bolezni, če so imeli neke resekcije črevesja, kjer je pač bilo črevo krajšano, potem pač to vse vpliva, tudi prehrana pred samo boleznijo lahko vpliva, na kaj je bil človek navajen v bistvu tudi jesti. Poleg tega, da ste dietetičarka, pa ste tudi strastna plesalka orientalskega plesa. Z njim se ukvarjate že več kot 12 let. Kako ste se prvič srečali z njim in kaj vas je takrat pritegnilo pri orientalskem plesu? Zdaj, že od majhnega plešem, dejansko vem, odkar pomnim, so mogli starši in okolica pač gledati neke moje nastope, pa v petkah, pa v oblekcah, pa tako, zdaj sem imela potem neke nastope. In ne vem, začela sem s tisto plesno šolo, kot v vrtcu, potem hip-hop sem probala, balet, kotalkala sem tudi. Nekje mislim pa, da v 6. razredu me je pa potem prijateljica prvič povabila na vaje, če bi šla z njo, in niti ni mi kaj dosti povedala, recimo, da gre za orientalske plese, in sem pač enostavno šla. Je pa res, da smo v bistvu z družino veliko potovali, ne vem, Turčija, Tunizija, Egipt, in sem nekako ta ples videla tam. Ker ta ples je tam dejansko na vsakem koraku. Imajo ga v hotelih, restauracijah, zabavah, rojstne dnevi, poroki, pač oni s tem proslavljajo dogodke in življenje, če tako rečem. Zdaj v Sloveniji je bilo pa to malo bolj skrito oziroma manj prepoznavno in pa tudi popularno. Mogoče je eden od razlogov to, ker se ta klasični orientalski ples v bistvu pleše v kostumih, kjer je pač vidno več kože. Zdaj, kar pomeni, da pač to seveda prinese neke tabuje, predsodke, kot recimo, ne vem, ples ob drogu trenutno, ali pa se trudimo, da bi bilo to malo bolj popularizirano. In je lahko pač ta ples nekoliko bolj ženstven in pa v nekaterih očeh potem posledično tudi bolj erotičen. Zdaj, jaz prvotno sigurno sem se zaljubila v tiste kostume, pa biserčke, pa se sveti, pa blešči, pa različne barve, od rekvizitov, ne vem, tančic, sabel, bobnov. In ja, mislim, da so bili te bobni potem tisti, ko sem se zaljubila v orientalsko glasbo dejansko. Potem kasneje pa pač s prvimi treningi tudi v gibe in je ples ostal.
Prvo pod vodstvom Andreje Zanardi, zdaj pa že več kot 10 let sigurno pod vodstvom svetovno znane trenerke Nike Mlakar, s katero smo pač tudi dobre prijateljice. Gre pa za plesni klub v Novi Gorici, Prodisi. Zdaj orientalski ples, velikokrat imenovan tudi trebušni ples oziroma belly dance po angleško. Gre za izraz za vrsto tradicionalnih plesov, ki izvirajo z Bližnjega vzhoda, iz arabskega sveta, kot ste prej že rekli. Katere orientalske plese pa plešete, ker jih je namreč malo morje, ko sem si pogledala? Ja, jaz plešem dejansko vse 3 stile. Zdaj na kratko v bistvu imamo klasični stil, kjer poznamo mešanico neko folklornih stilov iz Bližnjega vzhoda in pa baleta. V nekih modernejših oblikah pa je tudi mešanica recimo z jazz baledom ali pa nekimi standardni latino plesi. Prevladujejo pa vseeno neko te tipični gibi s torzom in pa medenico torej. Način plesa je nekako bolj eleganten in se pleše v bistvu, mi rečemo temu, na gor. Medtem ko folklorni ples se pleše bolj na dol, to je recimo, če primerjam z našo polko, bi lahko rekla, ker izhaja v bistvu iz folklore ta folklorni ples in je pač tipičen na glasba in pa kostumografija in v bistvu se pleše bolj nekako na dol in so gibi manj izolirani, še vedno pa se pač izvajajo z medenico in pa torzom. Potem imamo pa tukaj še nekako tretji stil, to je pa show oziroma fusion orient, kjer pa se v bistvu kombinira neko mešanico torej orientalskih plesov, standardnih, in pa kombinacijo katerih drugih plesnih stilov. Lahko so to latinsko plesi, sodobni plesi, tudi hip-hop. In se pod ta stil uvršča tudi tribal, ki pa se je recimo izvil iz Amerike. In kljub temu v bistvu da se prepletajo različni stili, je še vedno vključeno pač gibi z medenico in pa torzom, če tako rečem. In je mogoče tudi glasba potem malce drugačna, neka netipična. Vem, da mi smo delali tudi komad na Iron Maiden, Fear of the Dark, pa smo naredili v bistvu orientalski ples, ki si noben ni mislil, kako bo izpadel, pa je ful dobro izgledala, ne. Tako da jaz kombiniram nekako vse stile, seveda začela sem s klasičnim orientom, zdaj pa nekako vedno bolj ta fusion, ker se mi zdi tudi škoda, da ne izkoristimo potem različnih talentov, plesalk, ki so pač v naši skupini, ker določene trenirajo še druge plese in potem to nekako vse skombiniramo v neko tako lepo celoto. Rekli ste, da ste se zaljubili v obleke, v kostume, v bleščice. A oblika veliko pripomore k neki dodatni izraznosti plesalca? Zakaj je pomembna? Definitivno. Zaradi tega, ker v bistvu pri plesu gre za estetski šport. Zdaj, če si predstavljamo enega kolesarja, ne vem, Rogliča, ki tam sopiha na klancu, pač njemu je vseeno, če sopiha, če tako rečem, ne. Pri plesu pa pač mora izgledati vse lepo. Torej ni samo pomembno ta videz telesa v smislu, ko se fizično mučiš, da pač moraš tudi lepo izgledati, se pravi, da so špičke, da je vzravnano telo, stegnjene roke, pokončna drža, v končni fazi pa tudi mimika obraza in potem kostumografija. Ker ti v bistvu z mimiko obraza prepričaš gledalca v neke občutke, v neko zgodbo, sploh recimo pri nekem show orientu, kjer v bistvu daš ti gledalcu nekako možnost, da začuti te občutke in ravno ti mu jih pač sprožiš z neko energijo, ki jo oddaš. Ta kostum pa je pravzaprav potem samo neka pika na i. Zdaj velja neko pravilo, načeloma, da pri klasičnem orientu imamo neko dolgo krilo, ki je lahko pač do tal ali pa krajše, in pa ja, navadno se pleše v modrcu ali pa topu, ravno zato, da so pač gibi bokov in pa torza bolj vidni. Imamo pa v bistvu na uradnih tekmovanjih, ki delujejo pod Plesno zvezo Slovenije in pa IDO, ter pa tudi pač Olimpijski komite Slovenije, nekako pravilnik, da
te mladi oziroma za mlajše od 13 let, to je otroška kategorija, prepoveduje neke odprte kostume, se pravi, da je zakrit torzo vse do kolen pa do komolcev in pa seveda so prepovedane tudi ličila na obrazu. Zdaj na festivalu je mogoče teh restrikcij malo manj, ampak še vedno se pa zahteva v bistvu, da so mlajše plesalke oziroma plesalci, nekako mi rečemo temu, primerno zaščiteni oziroma oblečeni, ravno zato, da so zaščiteni pred zunanjim svetom, pa da se pač upošteva določeno kostumografijo, potem tudi za specifični folklorni stil. Kakšne vrednote pa gojite plesalci? Kaj ste v tem času 12 let vzgojili pri sebi? Veliko. Zdaj, če pogledam nazaj v osnovni pa srednji šoli, da rečem tako, mi je sigurno dal ples občutek neke organizacije, reda, discipline, ker pač niso bile porihtane stvari za šolo, enostavno pač se ni mogel iti na trening. In potem je bila tebi prioriteta, da porihtaš, ne vem, domače naloge, seminarske stvari za šolo, tako da rečem, ker si vedel, da tebe pač, ne vem, 3-krat na teden po 2-3 ure ni, pred nastopi oziroma tekmami še večkrat. In si pač čas mogoče malo drugače razporejaš. Potem ogromno je bilo tukaj nekih prijateljskih vezi, z nekaterimi smo še danes pač dejansko v stiku. So neka tista dodatna motivacija, energija v bistvu, ko prideš na trening, potem zaradi njih, čeprav ti je težko, pa mogoče ne bi, so oni tisti, ki veš, da te tam čakajo in ti bodo dali energijo, dobro voljo in te bodo na nek način opolnomočili. In res s takim ponosom lahko rečem, da sem našla ta svoj košček oziroma to svojo plesno družino, jaz rečem, ker pač pod vodstvom Nike in pa Sare Mlakar, ne, sta sestri, sta taki sončici, da v bistvu sta tudi oni dve tako povezani in se mi zdi, da to predajata mladim naprej. Tako da bi definitivno rekla potem neko timsko delo še pa sodelovanje. Pa tudi spoštovanje seveda do drugih plesalcev, do drugih različnih plesnih stilov, nasplošno tudi do drugačnosti. Zdaj se rada malo pohecam, da so me v bistvu Primorke sprejele Ljubljančanko in pa v končni fazi so me potem še enkrat sprejele z vrečko, da se jim ni nič gravžalo, da jim ni bilo nič čuden, ker je pač samo v bistvu dokaz, da kjer je strast, se mi zdi, da se potem z nekaj vztrajnosti pa prilagoditve na neko bolezensko stanje potem tudi lahko počne še naprej. In jaz bi celo rekla, da v bistvu z nekako večjo strastjo, ker v bistvu si izkusil, kaj to pomeni, kot je za nekaj časa, recimo kot v mojem primeru ples odvzet in pač toliko bolj uživaš, kot je potem to spet dano. Kdaj ste pa začeli tekmovati? Zdaj, tekmovati sem jaz začela s kotalkanjem, sem začela torej pri 4 letih, z orientalskimi plesi potem nekje pri 11. Nekako prva pomembna tekma je bila s kotalkanjem, sicer pač v tujini na Hrvaškem. Ampak mislim, da je bilo, mislim, da je bilo takrat neko pravilo, da si mogel, ne vem, začeti v levo ali v desno smer, ker se je v bistvu nekako tako v krogu pelalo. Jaz sem šla pač v kontra in mislim, da sem bila zadnja ali celo diskvalificirana, sem pa potem kasneje 6 leti v bistvu nekako prikotalkala si svoj prvi pokal in potem se je pač to samo še nadaljevalo z različnimi potovanji po svetu. Pa še danes tekmujete s plesom? Ja, zdaj nazadnje je bilo v bistvu, da rečem, svetovno prvenstvo 2019, ki sem se ga udeležila in smo v bistvu skupaj z Lijo in pa Hano, takratno soplesalko, pod vodstvom Nike Mlakar osegle v bistvu odlično 3. mesto. Smo bile pač zelo vesele. Potem zelo mi je bilo tudi, če rečem, toplo pri srčku, ko so me punce same povabile, ko sem že zbolela in imela stomo, da grem z njimi recimo v Španijo na festival, čeprav je bil prisoten dejansko nek strah, tudi prvič na pot s stomo pa letalo, smo v bistvu to uspešno prestala in mi ni žal.
In tudi, drugih začetnih tekmovanj, ko se spomnim, 2011 v Rusiji, pa potem smo bili naslednje leto na Češkem, smo dejansko dosegli dobre in vrhunske rezultate, glede na to, da je pač konkurenca res močna. Tako ruskih plesalk, Ukrajinke, potem Poljska, Češka, Grčija, Italija, pač imajo močne orientalske plesalke, ker pri nas je žal konkurenca mogoče malo manjša. Ta ples ni toliko popularen, je pa res, da tudi dosti tekmovalk hodi prav potem z namenom na festivale in da se niti ne udeležuje državnega prvenstva, ker je tam večja konkurenca in nekako bolj vidijo, da rečem, kam se umestijo ali so v vrhu, v sredini ali proti koncu in dejansko imaš potem tudi večjo spodbudo za treninge, bolj se potrudiš, kot recimo, če sva medve ali pa če nas je še 10, je pač večja razlika. In tudi nek izziv za naprej. Ja, tako je, točno tako. Da veš, kam se v bistvu uvrščaš na svetu ali pa recimo v Evropi. Tako je. Kako pa prilagajate treninge, ko se recimo simptomi poslabšajo oziroma imate slab dan? Zdaj, v prvi vrsti sem si definitivno dovolila, če tako rečem, izpustiti kot trening, da nimam več neke slabe vesti, ker vem, da je pač boljš, da izpustim trening 2, kakor pa da obležim za cel mesec, ker je potem tudi neko vračanje nazaj na stare tirnice po daljšem obdobju veliko težje. Pomembna je rehabilitacija. Moje telo ima dejansko stalno povišan CRP, to je pač nek vnetni parameter v telesu. In če recimo primerjam z vami, je to, kot da bi prebolela ali vi neko gripo ali pa hudo virozo. Moje telo ima stalno nek tak občutek, torej stalno neka utrujenost, potem bolečine in pa še slabokrvnost pač zaradi vseh teh krvavitev, ki pač vse to še ukrepi. Tako da si med samim treningom večkrat vzamem neko pavzo, ko vidim, da ne morem, se malo stavim, prilagojeni so neki treningi za moč, da je pač manj obremenitve vse na trebušno steno zaradi pač stome tudi, ker ne moreš izvajati vseh gibov. Potem tudi koreografija je prilagojena v smislu, da ni gibov po tleh, potem čim manj je nekega tega hitrega vstajanja in spuščanja na tla. Bolj sem pozorna tudi na samo postavitev mišic medeničnega dna in pa posledično tudi neko postavitev trebuha in pa samo pravilno dihanje. Da se pač to še bolj ozaveščam in pač s tem nekako bolj pazim tudi na svoje telo. Zdaj rekli ste, da na bolezen močno vpliva stres. Ko tekmujete, a imate kakšne posebne rituale pred nastopi, ki pomagajo obvladati to? V bistvu niti ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da so mi že prej prišli v zavest v bistvu pred samo boleznijo, so postale nekaj del rutine, no. Seveda je bistveno, da se pripravljaš prej na treningu, ne na dan nastope in tekme, ker takrat ti ne pomaga kaj dost neka pripravljenost. Seveda pač v smislu, da se telesno ugreješ, da so plesalkami, ponovimo koreografijo, postavitve, neke mentalne priprave je sigurno v smislu, da si takrat poudarimo dobre lastnosti. Se pravi, ti imaš ful dobro mimiko, ti imaš ful dobro izolacijo, ti ful dobro si zapomniš koreografijo, da si damo to vedeti in da gremo s to miselnostjo in s tem fokusom potem tudi na oder. Seveda ne manjka motivacije naše Nike, je pa mogoče še ta faktor pri meni, da v bistvu pazim na samo prehrano nekaj dni, seveda pred nastopom in pa še posebej potem na tisti dan. In pa da so pač vse stvari, ki jih potrebujem, tudi pripravljene recimo vnaprej, da ni nekega potem nepotrebnega dodatnega stresa, da tako rečem. Pa bi rekli, da ples zdravilno vpliva na telo na neke načine? Absolutno, absolutno. Zdaj, kako bi rekla, definitivno pač ples ni samo gibanje, ampak je oblika v bistvu neke telesne pa duševne terapije. Krepi v bistvu mišice, našo gibljivost, tudi vzdržljivost na dolgi rok, boljše imaš lahko ravnotežje, potem hkrati se mi zdi, da tudi deluje na neki čustveni ravni,
ker že sama glasba sproža neke emocije, potem na nek način te sprošča, lahko ti dvigne samozavest, meni je sigurno pomagalo to, potem pa glede na to, da smo pač ob dobri družbi, a ne, še izboljšuje neko razpoloženje, a ne, ker se pač družimo s prijateljicami, ker smo res pač, lahko rečem, družina. Hkrati pa se mi zdi, da te ples v bistvu na nek način uči poslušati svoje telo, da ga spoštuješ in mogoče čutiš malce drugače kot nekdo, ki se ne ukvarja s športom oziroma plesom, kar pa potem seveda dolgoročno se mi zdi, da vodi v neke večje tako ravnovesje med telesom in dušo, no, ali kako bi opisala to zadevo. Zelo lepo. Zdaj v prostem času ste mi povedali, da ste tudi pasja mama Kosmatincu Feliksu, da pa ste tudi zelo radi ob morju, s knjigo v roki. Kako pomembno je, da ljudje najdemo neke stvari, ki nas polnijo, tudi mogoče v kontekstu neke bolezni? Zdaj, kuža sigurno ne ti prinese tisto veselje, pač se zahteva veliko energije in priznam, da je po vsem tem stanju z boleznijo zelo naporno ga kontrolirati, sploh ker je pač border in je preveč energičen, ampak nekako zazna in vidi, ko mi je težko, pride zraven, se stisne k tebi in takrat pač res leži ob tebi in se carta. Zdaj, v knjigah se mi zdi, da najdem nek tist pobeg pred svetom, če tako rečem, kjer se malo odklopiš, pozabiš na vse, pozabiš na čas in greš v neko drugo zgodbo. In se mi zdi, da v bistvu, ne glede na to, ali imaš bolezen ali nimaš bolezen, vsak rabi nekaj, kar ga opolnomoči in daje mu smisel življenja. Se mi zdi, ker v bistvu zaradi tega potem tudi lažje ostaneš iz postelje, greš v nov dan, se veseliš novih stvari. In zdaj mogoče, ne vem, mogoče se res zdi konec sveta, ko zveš, da imaš neko bolezen ali pa avtoimuno, kronično bolezen, ampak se mi zdi, da je nekako, jaz rečem, potrebno pogledati tako nad oblaki, ker je nekje sonce in se bo prej ali slej pokazala mavrica v bistvu. In veliko ljudi mi reče, kaj vse sem dala čez. Zdaj, sej same bolezni pa samega stanja ne bi ponovila v smislu bolezenske izkušnje. Definitivno bi pa ponovila vse, kar mi je življenje dalo kljub tej bolezni. Zdaj, z razlogom so se zgodili neki trenutki, veliko je bilo lepih dogodkov in pa zgodb, ki so v bistvu prišle. Zdaj, od novih poznanstev, prijateljev, pač z enimi smo res familija ratali. Potem udeleževala sem se, ne vem, raznih izobraževalnih seminarjev, druženj, ki jih organizira tudi KVČB društvo. Pol imela sem priložnost dejansko predavati po raznih seminarjih ali za medicinske sestre, za zdravnike, potem, ne vem, dijakom na zdravstveni šoli. Najbolj mi je pa tisto, ko vidiš, da si neka pomoč pa opora tistim, ki se v bistvu šele na novo soočajo s to diagnozo. Bodisi v bolnišnici, ko jim pač pokažeš, da je življenje lahko dejansko lepo in polno, kljub vsemu temu, kar se jim dogaja, je pač tisto meni najlepši občutek in tisto, kar mi pač, bom rekla, da je moje poslanstvo, in če pomagam eni osebi, je pač moje delo opravljeno in sem najbolj srečna in zadovoljna ravno takrat. In kaj bi recimo svetovali mladim, ki se soočajo mogoče z novo diagnozo, kakšne kronične bolezni? Definitivno, da naj se pogovarjajo o tem, pač je prvotni šok je sigurno prisoten in prav je, da čutijo jezo, žalost, razočaranje, da si dovolijo te občutke. Jaz priznam, da sem jih mogoče na začetku preveč potlačila in je potem pač, ko si dovoliš tudi jokati in priznati, da pač vsega pa le ne zmoreš sam in da rabiš neko pomoč in oporo tudi sam. Prav je, da pač se o teh boleznih govori, da se pogovarja odkrito, brez nekih zadržkov, ker v bistvu dejansko nikoli ne veš, kdaj se bo tebe dotaknila ta bolezen, in prav tako nobena pač bolezen ne bi smela biti tabu.
ne med bolniki, še manj pa v bistvu v okolici in preostalem svetu. Sara Medja, najlepša hvala za vaš čas in pogovor. Najlepša hvala tudi vam.